Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes sem se res nasmejala. Govorila sem z veterinarjem, pač tem, ki, veste, jaz vam, ko najdeš dobre ljudi, pač se jih držiš, je to tako. In ta veterinar je iz Škofje Loke, v glavnem rešil nam je našo Karlo, pa že prej, neverjeten človek je res, v glavnem kakorkoli. Ima mojo knjigo, Ko imajo moški hormoni žurka, sem jo dala same. In pravi, jaz sem jo dvakrat prebral, rekel, in bom povedal moj komentar. Je rekel, ta knjiga je za, on je Srb, je rekel, za žene, ki imajo preveč moških navad. Mogoče sem majčkeno spalila naslov in bi morala dati, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. Ja, res je, pač. Dejstvo je, jaz sem ženska in pišem za ženske, ne, skozi moj zoren kot, z moje strani. In ja, sej, dejstvo je, da tehnično je dejstvo. Ko imaš premalo moški, premalo testosterona, se mu dvigne glas, pomislite na kakšnega župnika, ki cvil, to je dejansko nima pač testosterona. In po drugi strani ženska, ki ima pa preveč testosterona, ima pa tak nizek glas, pa po drugi strani je poraščena po delih, kjer navadno ženske niso poraščene. In pač tudi telo se jih s časoma bolj spreminja v tako bolj hrustovsko obliko, moško. V glavnem, dejansko, ja, ženska in tipična, potem sem pa se začela smejati in sem rekla, ja, tipična slovenska ženska podpira 3 vogale, hiše in 4. pol. Je rekel, ampak ta ženska izpred 100 let, ki je bila dejansko ves čas za štedilnikom, je vseeno tvorila ženske hormone, zaradi tega, ker je pač bila kraljica doma. Medtem ko ta ženska, ki še vedno, a ne sodobna ženska slovenska, ki še vedno podpira 3 vogale, hiše in 4. pol, poleg tega vozi avto, poleg tega vodi podjetje, poleg tega skrbi za 1001 zadevo, ja, tej se tvori pa preveč moškega hormona testosterona in takrat se izklopla tudi ženski hormon estrogen. In kaj pomeni? Naslednja stvar, pride v prezgodnjo meno. Ko pride v prezgodnjo meno, se začnejo 1001 težava. Poleg tega, kaj se še zgodi? Lahko se zgodi, da ima težave z ovulacijo, s plodnostjo, lahko se ji začnejo dogajati avtoimuna obolenja, recimo kot so policistični jajčniki. Se pravi, ko se sluznica jajčnika maternice razrašča v trebušno votlino in prihaja pač do vnetij. Zdaj pa, kako to spraviti v ravnovesje? Ena stvar. Jaz verjamem v to, da smo mi kot duše na potovanju. Res verjamem v to. In da mi kot duše pač predelujemo določene lekcije, ki jih imamo za osvojiti, in imamo nekateri več ženske energije, nekateri več moške energije. Predvsem se pa učimo kot duše postaviti v ravnovesje in biti v ravnovesju, pač v svojem telesu imeti ravnovesje, in to ravnovesje se potem odraža kot popolno zdravje, kot energija, kot dobro počutje. Predvsem pa nobenih avtoimunih obolenj, se pravi, ne raka, ne hormonskih težav, recimo v meni in tako naprej. In predvsem imeti dobro, pač že samo recimo hujšanje ali pa nezmožnost hujšanja pomeni, da imaš težave dejansko s hormoni. Ampak dobro, ne z moškimi pa ženskimi hormoni, ampak s hormonom inzulinom, ki se tvori v nadledvični žlezi. No, tako da v glavnem, kaj je še rekel? Je rekel, vi slovenske mame uničujete svoje moške otroke. Sem rekel, no, jaz o tem ne morem govoriti, glede na to, da imam 3 hčerke. Rekel, ampak to je problem. Je rekel, zato ker moško bi moglo biti moško. Ja, no, jaz verjamem, da je tukaj res velik problem, zdaj očitno neka energija sprošča. V glavnem, ampak kakorkoli. Nisem jaz strokovnjak za to, da bom pač moške vzgajala, ker nimam pojma o tem, ker pač nimamo moških in edini moškega spola, kar je recimo pri naši hiši, je dejansko petelin.
Ampak, da vam nekaj povem, ta petelin zna tako poskrbeti za svoje putke, da bi se dejansko kakšen moški mogel sesti in samo gledati, kako petelinček skrbi za svoje putke. Ja, mogoče ta prvo pogleda, ja, pa pač ves čas skače na njih. Ne. Pod prvo, ko jih spustim ven, on dejansko poišče, ne vem, neko hrano in začne delati in te putke prtečejo. On poskrbi za njih. Ali pa recimo, če kakšna putka uide na vrt in jo potem preženem, dejansko jo ukara. In potem skoči na ograjo in pač vidi se, da ima ta moški, ampak ljubečo moško energijo. Veste, ni da je to en napihnen cepec, ki hodi tam okrog in pač dejansko on poskrbi za svoje putke. In ko jih dam nazaj pač v kurnik, nekoč je bil to zajčnik, ko jih dam nazaj noter, on gre vedno zadnji, tako da poskrbi, da so njegove putke pač tam, kjer morajo biti. Tako da, ja, ta moški, dejansko ta pravi moški. No, zdaj, pes je kastriran, tako da pomeni, da tukaj noter ima eno tako žensko energijo, to ga ne moram reči. Ta drugo smo pa ženske. No, glavno, zdaj se smejete. Zdaj pa poglejmo, kaj lahko mi ženske naredimo, da se spravimo v žensko energijo, ker to je zelo pomembno. Mi moramo razumeti hormonski koktejl in eno stvar. Dokler je ženska v rodnem obdobju, se ženski hormoni pač proizvajajo v jajčnikih. Potem, ko pa ženska pride v meno, se pa začnejo ti ženski hormoni proizvajati v nadledvičnih žlezah, se pravi, se tvorijo iz hormona DHEA, se tvorijo ženski hormoni. In ravno tako pri moških. Se pravi, v moški menopauzi, se pravi andropauzi, se pri moških iz hormona nadledvičnih žlez, DHEA, tvori moški hormon, testosteron. Ampak samo, če jemo zvečer pravo hrano. No, o tem bom govorila jutri v videu, v webinarju. No, zdaj za vse tiste, ki se sprašujete, kako poslušati te webinarje, pač opišite se na mojo mailing listo in preko mailov pošiljam povezave in posnetke in tako naprej. V glavnem, zdaj pa poglejmo še, kaj lahko ženska naredi, da poveča ženske hormone. Dela stvari, s katerimi sama sebi poveča raven zadovoljstva. Pridobivanje novih veščin. Knjiga, ki jo resnično želi prebrati, zdrava dieta, nov recept in priprav nekaj za družino, zvočna kopel, plesanje, poslušanje glasbe, namakanje v peniči kopeli, sproščen klepet s prijateljicami, skupinska joga, drugimi tečaji, potem naprej molitev, občutek varnosti, izražanje hvaležnosti, romantika, naklonjenost, šopek rož. Sama si ga kupa, če ti ga noben ne kup. Pač si posvetiš, si vse to daš potem sama, namesto da čepiš razočarana pa rečeš, nihče mi ne kupa rož. Nihče mi ne reče, da sem v redu. Ja, čak, a ti sama sebi rečeš, kako si pa ti dober. A ti sama zase poskrbiš, da si dober. Recimo molitev, meditacija, občutek varnosti. A ti lahko sama sebi daš občutek varnosti oziroma, če imaš potrebo potem, da shranjuješ odvečno težo in se gradiš v varnosti, pač si gradiš obroč varnosti, a ne bi bilo bolj pameten, da se mogoče začneš sama ukvarjati s tem in počistiš zdravilno molitvijo dekodiranja vse občutke, ki ti dajo občutek, da nisi varna. To je nekaj v podzavesti. No, čistko, jaz sem se odločila, zdaj v moji šoli je ena taka luštkana skupina, ampak bom pustila odprte prijave. Če koga še pokličem, bo pač lahko še za nazaj predelal. Mi smo zdaj delali zadnjič, zdaj v sredo,
smo delali meditacijo za korensko čakro. In ta korenska čakra je povezana z energijo očeta. In očetova energija je pa povezana z varnostjo, s koreninami. No, zdaj bomo šli naprej na spolno čakro. In seveda spolna čakra je povezana z mamino energijo. In eno stvar, kar absolutno moramo, to bomo v okviru šole čistili, je zloraba svete ženske energije. No, zdaj pa pojdimo majčkeno na to. V Sloveniji, to je moje laično opažanje, je poplava modrih starih duš. In to je dejstvo. Glejte, vsak ima neke veščine, vsak ta drug nekaj zna zdraviti in tako naprej. Pač Slovenija je polna modrih duš. No? In v kar sem prepričana je tudi to, da predelujemo skupinsko, energijsko, karmično energije starega Egipta in Atlantide. In zaradi tega vas tudi tako močno določene vleče, tudi mene, duhovnost, razni tečaji, razni, čara pa te potegne, ne? In dejstvo je, da seveda, ker smo stare duše, ker smo duše na potovanju. In zadnjič me pokliče ena gospa in tudi jaz poznam te zadevo, ko se duhovni guru priklopi na tvojo spolno čakro. Glejte, določeni guruji, in osebno jih kar nekaj poznam, dejansko se obdajo s svetlimi dušicami, taka čista energija. Dovolj dobro jim znajo pihati na dušo, da imajo občutek, da so nekaj posebenega, da so pač povem, mora biti samo to, kar one so, ampak one itak vejo zase, da to so. In ker imajo slabo mnenje o sebi, se pač imajo občutek, da morajo biti pod okriljem nekega guruja. In ta guru točno ve, kaj dela. On se priklopi na njihovo spolno čakro. In potem, ko postaneš bolj senzibilna, občutljiva na energije, ti točno zaznaš to energijo. In potem mi ta gospa razlaga, da je en od teh gurujev, ko je ona pač rekla, da občuti spolno energijo, pač da občuti energijo prav na spolni čakri, je rekel, da je to skozi čisto ljubezen. A bežno. Skozi čisto ljubezen. Ljubezen gre iz srca. Se pravi, bi morala zavibrirati srčna čakra, ne spolna. Ko zavibrira spolna čakra, je dejansko povezana energija preko spolne energije. In te ljudje, ki imajo nižjo frekvenco, po večini so to moški, dejansko se obdajo svetlimi ženskami, zato da samo črpajo energijo. Zdaj to lahko imenujete vampirsko energijo, lahko pač zloraba spolne energije, svet spolne ženske energije. Ampak, vam povem, imela sem priložnost z enim od takim gurujem sodelovati, pa še z enim, ja. V glavnem, pa še z enim, pač se sem pol na koncu pogruntala, sem rekla, kaj z mano narobe, da se taki ljudje lepijo name. Ja, normalno, ker oni točno zaznajo, saj so guruji, saj so, no, lahko bi rekli, katene vrste magi, ker točno vejo, kaj delajo. Pač obdajo se s svetlo žensko energijo in je problem rešen. In kaj tebi ostane? Ja, primanjkljaj energije. In ta primanjkljaj energije dejansko bolj kot podarjaš svojo sveto energijo drugam, bolj si brez energije in potem mogoče še greš s tem znanjem zdraviti nekoga drugega in dejansko se navlečeš te druge energije in potem imajo take ženske velike težave z zdravjem. Iz izkušenj vam povem, da ogromno reiki mojstric ima težave z zdravjem. Jih sama poznam. In dejansko zakaj? Ker pranic healing, ampak reiki nima učinkovitega sistema čiščenja lastne aure. In to ni v redu, a ne? Zato ti se nauči določenih tehnik za sebe, ampak 5krat premisli, preden greš zdraviti druge.
ne, ker moraš prej obvladati sistem čiščenja svoje avre. No, tako da, če vam povem, da zdaj v okviru moje šole, da dejansko ne da vas učim prav zdravljenja, to je drugi plan. Prva stvar, mi se učimo samo zdravljenja, prepoznavanja nivojev po čakrah, prepoznavanja vsega tega, kar morate vedeti. Recimo zdaj o spolni čakri, pa še v korenski, pa na kaj deluje, pa katera zelišča in tako naprej. Glejte jo, mojstrica. Naša Karla je prišla spet okrog pogledati. Pač v glavnem, tale naša mucka točno ve, kaj dela. Točno ve, kaj dela in ona čisti energijo. Ko se nabere energija, ona bo vse naredila, da se bo počistila energija. A ne, Karelček naš? Tako da, v glavnem, in zdaj, če gledamo, ja, tudi mačke imajo posebno energijo, vejo točno, kaj delajo in sploh s predanjem. Ko one predejo, vnašajo frekvenco v naše polje. No, zdaj s telim repom meni pod nosom maha, ampak v glavnem, ja, mucke imajo posebno energijo, res posebno energijo in točno vejo, kaj delajo. Mucke so vezane na energijo doma in so vezane tudi na energijo ljudi v tem domu. Tako da točno vejo, kdaj nekdo rabi, takrat pridejo k njemu, počistijo energijo in tudi na račun včasih tega, da same zbolijo. Tako je, se bo še malo pokazala, Karelček? Daj se pokažlaj. Čist se pozdravljaj, če vede, muca naša. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo, mi ženska, ne, ki se trudimo živeti po najboljših močeh, ne, pomagati drugim, sebi in tako naprej. Kje se vse začne? Dejansko se začne z ljubeznijo do sebe. Zdaj, kako vemo, da se nimamo rade? Dejansko potem, če že v osnovi ne poskrbimo za sebe pri najbolj osnovnih zadevah, kar se tiče, a pijem, a grem na WC takrat, ko je treba iti na WC, ali jem na vsakih par ur, a poskrbim za moje fizično telo, ker če že tega ne naredim, je to prva stopnička, kjer sem že pogrnila. Ne? In prav na račun tega, ker dostikrat pozabljamo na sebe, se pol zgodi, da začne naša energija padati in ko začne naša energija padati, smo mi zmeraj bolj slabo. No, tako da res je pomembno začeti trenirati ljubezen do sebe. No, zdaj pa naslednja zadeva. Sem že celo odlak od naše Karle. Zdaj se je namestila meni na kolena in lepo tukaj le prede. No, v glavnem, tale naša Karla je res neverjetna. Zdaj, če pogledamo, s čim lahko si pomagate prav pri tej prvi točki ljubezni do sebe. Določene stvari delamo pač v šoli, kar se tiče očeta, mame in tako naprej, ampak eno stvar, kar pa sigurno za vas, ki spremljate tako laično YouTube kanal, pa samo razmišljate, enkrat mogoče bom nekaj naredila. Dajte začeti s pozitivnimi stavki, afirmacije. Afirmacije to pomeni, da avtomatično sama sebi govoriš pozitivne stvari. Recimo, sploh karte prehodu v novo dobo. Če pogledamo karte v prehodu v novo dobo, so namenjene zgolj zato, da lažje razmišljate pozitivno. Poglejmo, prva karta. Odločam se zase. Zavedam se, da me podpirajo vse vesoljne sile. In pa, če greste še v knjigico prebrati ta sporočila naprej. Odločam se zase, to je karta 85, prav je, da se postavim zase. Dovoljeno je, da sem močna. Svojo moč lahko izražam na ljubeč način. Sledim sporočilom, namigom in znamenjem, ki me vodijo naprej. Zavedam se, da sem varna tukaj in zdaj. Odpirajo se mi nove poti, sposobnosti in nove energije. No in ta pogumno se odločam za sebe. To je zdaj ful dobro, ne? Pogumno se odločam za sebe in pogosto tele, a ne take pridne punčke, imamo opravka z ljudmi okrog sebe, ki pa to s pridom izkoriščajo. In to s pridom izkoriščajo, da se v bistvu peljejo zraven, zaradi tega, ker ta pridna punčka bo tako poskrbela za vse. Bo poskrbela, da bo družina zrihtana, bo poskrbela, da bojo računi plačani, da bo hladilnik poln, da bo ona fit, pač ta pridna punčka poskrbi za vse.
No in ko se ta pridna punčka odloči, da bo pa vse najprej poskrbela za sebe, kaj se zgodi. In to je prva stvar, kako veste, da ste na pravi poti. Prva zadeva je to, da po vsej verjetnosti boste slišali, da si se spremenila. Tako, pač ti si se čist spremenila. Da si postala čist drugačna. Ampak ta čist drugačna, a veste, ne vzeti to kot neko kritiko, ampak vzemite kot kompliment. In reči, hvala. A si opazil, a si opazila? A veš, koliko sem vesela. In jaz sem se začela spreminjati. Wow. Ker glejte, če vaša mama ni nič naredila in vaša babica ni nič naredila in vaša prababica tako ni nič naredila, ja pač nekdo v vaši družini mora narediti prvi korak. Gremo naprej. Odgovore najdeš v tišini svojega srca. Ja, ker ti srce vedno pove. Zdaj pa druga stvar, kaj ti še lahko pove. Ko sem mirna v svojem srcu, slišim Božji glas. Presoja v jeziku strahu in obsojanja. Srce govori v tonu ljubezni. Moje srce vedno ve, ki je prava pot. Zaupam notranjemu vodstvu, ki ga jasno slišim. Upam si slediti srcu. Vse vesolne sile me podpirajo. Zaupam, da je vse v najlepšem redu. Zdaj pa kako razločiti, a je glas srca, a je glas uma in strahu. Kako veš? Ena stvar seveda z mišičnim testom. Lahko ugotoviš in dejansko vidiš, a je ta, nek glas, ki je na hiperobratih, ki govori, ne bo ti uspel, ne bo šlo, morate skrbeti, pazi, kako bo, ne veš, kako bo jutri, kako je bilo včeraj, kako... To je brez skrbi. Ampak, ko pa greš v glas srca pa enostavno spusti. Enostavno spusti, ne glede na to, kaj so ti ljudje naredili, rekli, kaj je bilo, ni važno. Enostavno spustiš, vem, da je težko, in ko ne občutiš nobene teže več, takrat enostavno veš, da je v srcu mir. Vem, vsi smo samo ljudje in včasih bi bilo kakšnemu lažje zaviti vrat, kot pa odpustiti. Ampak, če ponavljate stavek, in ta res pomaga, a si ponavljate, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce, ali pa naj Božja ljubezen do te osebe napolni moje srce. Ker pač včasih rabimo pomoč od vzgoraj in pač vsi smo samo ljudje, ne? In takrat, ko rabimo pomoč od vzgoraj, si ponavljajte čudežni stavek. Veste, zadnjič sem odprla knjigo Moč pozitivnega mišljenja in noter v tej knjigi je napisal avtor, Vincent Peale je avtor in knjiga je bila napisana 52. leta, pomislite to. In piše, da nekateri imajo psihološko težavo in tej psihološki težavi se reče želja po neuspehu. Sem rekla, no, kako zanimivo. Ja, strah pred uspehom. Ljudi je strah, kaj pa pol, če uspem. Recimo, daj pomislite, so ljudje, to je zdaj nek statistika pravi, da večina ljudi, ki zadane na loteriji, zgubi v parih letih ves denar. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo energijske posode, ki bi lahko obdržala ta denar. Ali pa recimo, srečate krasno osebo, zdaj tukaj ne govorim o sebi, ampak recimo nekatere ženske, ki jočejo še leta potem, kakšno vezo so imeli. Ali pa moški, ki joče leta in leta za svojo, najprej uniči vezo, potem pa joče za tistem. Zakaj? Zaradi tega, ker je isto, lahko imaš zadetek na loteriji, dobiš najboljšega partnerja, ampak ga nisi sposoben obdržati. Zato, ker imaš naluknjano energijsko posodo. In to energijsko posodo mi zdravimo v okviru moje šole. Gremo še na eno sporočilo. Ja, čas je, da si vzameš čas samo za sebe. Ampak to samo zato, ker se imaš rada in ker se ceniš. Čas samo za sebe. Veste, ta čas za sebe je povezan tudi s tem, da si, veste, kar rečemo, enkrat bom, ne? Ali pa ta pesem Tomorrow, ne?
Ljubim te, jutri bo vse lepo, ampak jutri je en dan pred mano, vedno en dan pred mano. Ali pa tisti ljudje, ki nalimajo na hladilnik, jutri začnem hujšati, ne? Ali pa po novem letu začnem hujšati, ja, takrat bo boljš. Ne, glejte, stvari se ne spreminjajo same od sebe. In zdaj tole, čas je, da si vzamem čas samo za sebe. In ta čas za sebe pomeni, da, veste, ko sem jaz začela to čiščenje moje podzavesti, sem šla v spalnico in sem rekla otrokom, jaz grem na zmenek z Bogom. Jaz sem šla narediti meditacijo, par minut, 6 minut. Ker prej, ko sem kadila, to je bilo še pred otroki, ko sem kadila, sem si lahko vzela čas za čik. Pač to je bilo normalno, jaz sem šla na čika, ne. Ampak potem, ko sem nehala kaditi, sem si pa tudi nehala jemati čas za sebe. No, in potem, pa seveda sem imela že vse 3 otroke in sem bila zmerom bolj nezadovoljna, vedno bolj sem tonila, sem prišla do tega, da če ne bom vzela v dnevu nekaj minut samo za sebe, ne bom zmogla. In sem začela delati tibetanske vaje zjutraj in zdaj jih delam že skoraj 20 let. Tako, zdaj čez poletje, ker so bile izredne razmere, sem malo upočasnila, ampak enostavno to vidim, to je nekaj, kar moje telo rab. Tistih 15 minut zjutraj, to je moj pogovor z Bogom. To jaz rabim za sebe, zaradi tega, ker takrat dobivam nove ideje, takrat presodim določene zadeve, tudi določene korake in te tibetanske vaje meni pomagajo, ker si vzamem čas za sebe in zdaj pa idemo nazaj na hormone, da ohranjam raven ženskih hormonov v ravnovesju. Tako da, ja, v osnovi je preprosto, ampak ja, nekje si treba vzeti nekaj časa, potem pa začnejo stvari iti v ta pravo smer. Ampak zdaj povem še eno zgodbo. Prejšnji teden me je klicala ena čisto razštelana gospa in rekla, joj, jaz se staram in sem toliko prepadena in tako naprej in botoks sem si dala in rabim nujno terapijo in cela panika. No, na koncu se je izkazalo, da bi ona samo nekaj vzela, da sploh nima denarja, da bi zastonj. Ampak tako sama pri sebi sem se smejala, ker sem rekla, pač treba bo narediti nekaj za sebe, počistiti podzavest, ker tudi strah pred staranjem je povezan s preteklimi življenji, 100%. Povezan je z neko karmično zadevo, kar pomeni, če si star, nisi več uporaben, si za staro šaro. No in to pomeni, da če vas grabi strah pred staranjem, boste nekaj mogli počistiti od svoje podzavesti, kar se tiče staranja. No, zdaj pa pojmo tale vam gleda. Kompromis. Kompromis vam gleda. Pa to ne pomeni, da morate narediti kompromis, ampak da kompromis vas bo zastrupil, da vam nič kaj ne pomaga. Naslednja karta, boj in je opuščanje boja, opuščanje oklepanja. Ravno tako prejšnji teden sem govorila en krasen gospod je in v glavnem on je pa govoril o tem, je rekel, da opaža, da okrog sebe, pa tudi v njegovem življenju se dogaja, da vse, na kar je navezan, se spušča in da se uči nenavezanosti. Pa razmišljam, točno, to je zdaj neka skupinska lekcija, ki jo imamo, nenavezanost. No, kaj je tisto, ki se morate boriti? Nenavezanost. Spustite, ne gre. Ja, pa človek pomisli, pa je dediščina. Ok, kaj boš samo nesel? Ja, so stvari, ko se človek postavi, pove jasno, ampak če ni na drugi strani nobenega odziva, kaj boš zdaj? Zaradi tega se žrl do konca življenja ali pa spustiš. Enostavno spustiš in ne gre življenje. Veste, ta angleška fraza, go with the flow, pojdi s tokom, ne proti toku. No, pa še tale karta in čas je. Dozorelost. Ampak ta dozorelost je povezana z notranjim mirom. Res z notranjim mirom. Povezana je s tem, da dejansko razumeš,
da ta dozorelnost je povezana s tvojo povezavo srčne pa kronske čakre in ta povezava je povezana s tem, da to je koherentnost. In ta koherentnost pomeni, da ko povežeš srčno čakro in kronsko čakro in ko to narediš, tudi zdravilno molitvijo dekodiranja, ko vdihnemo skozi nos in vzdihnemo skozi usta, se dejansko zgodi, da se poveča energija srca, ki je naravno približno meter okrog nas, ampak ko to naredimo, se poveča. In hkrati se poveča pretok preko kronske čakre in začnejo prihajati nove ideje, novi uvidi, nove stvari. In ja, dokler nimaš energijske posode, tukaj pač korenska čakra, spolna čakra zakrpane, ti lahko dobivaš nove in nove ideje, ampak nobene ne spraviš v življenje. Tako da ja. No ja, če vas bo poklical, še vedno dobrodošli v šoli. Nekaj časa bom še pustila odprto okno, tako da za tiste, ki vas bo poklical, boste lahko še nadoknadili. Tako se bomo pa družili do sredine junija, tako da lepo potovanje. Drugače pa je pa krasna skupinca. Ful sem zadovoljna, ker čutim, kako ljudje želijo, predvsem ženske, delati na sebi. In na koncu, saj sem ženska in lahko dejansko ženske učim to, kar sem se jaz naučila skozi moje potovanje. Tako da, v glavnem, uživajte, ne pozabite. Ponavljajte si stavek. Zaupam, da mi Bog vedno pokaže pot tam, kjer je ta trenutek, jaz mogoče ne vidim. Zaupam, da me vodi Božja sila. Zaupam, da vedno najdem in grem po pravi poti. Ponavljajte si pozitivne stvari in to se vam bo pogrezalo v vašo podzavest in boste videli v parih mesecih, v 21 dneh boste postali najboljša različica sebe. V 21 dneh, če boste vsak dan trenirali to pozitivno mišljenje, boste videli, kaj se bo zgodilo. Ljudje okrog vas vam bojo rekli, wow, kaj bo s tabo? Žariš. Ja, zato, ker tvoja srčna čakra začne žareti. No takole, midve s Karlo vas pozdravljava, a ne Karlček? Karla gleda tako grdo, a jo vidite? Ampak drugače pa neverjetna muca. No tako, v glavnem, uživajte, vse dobro in ja, začne se vse skupaj pri nas.